Pozdravljeni. Ta teden zopet poteka plenarno zasedanje v Strasburgu. Tokratna osrednja razprava bo posvečena marčevskemu srečanju na vrhu, kjer se bodo sestali voditelji držav članic, mi pa bomo največ govorili o izvajanju Lizbonske strategije in seveda v povezavi s tem tudi o finančno-gospodarski krizi. Tako smo pripravili za to razpravo kar 3 dokumente in sicer se bomo govorili o Evropskem načrtu za oživitev gospodarstva, pa o smernicah za politike zaposlovanja in tudi o kohezijski politiki in kako bi jo izrabili za možno oživitev v gospodarstvu. Za Slovenijo pa bo zagotovo najbolj zanimiva razprava o tem, kako napreduje Hrvaška pri svojem približevanju Evropski uniji. Vendar pa zaenkrat tu ni nič novega. Poročilo je namreč pripravil Odbor za zunanje zadeve in v njegovem imenu poročevalec Svoboda. Mi pa, slovenski poslanci v Evropskem parlamentu, pa smo pripravili amandmaje in zdaj pač zbiramo podporo za te naše amandmaje, ki ne le popravljajo besedilo, ampak ga pravzaprav spreminjajo tako, da odraža resnično stanje. Omenim naj samo še akt o malih in srednjih podjetjih. Komisija je ta dokument objavila že sredi preteklega leta in vsebuje številne ukrepe za spodbudo podjetništvu in parlament se je že doslej zelo pozitivno opredelil do tega dokumenta, vendar pa opozarjamo, da bi ga morali preliti v zakonodajo, zato da bi res dosegli rezultate.